Prvo, kar je, moram reči, da bi se zahvalil pogajalcem z ene in druge strani, da so zmogli napor, da smo na koncu prišli do točke, ko lahko danes podpišujemo novo panožno kolektivno pogodbo. Zakaj nova panožna kolektivna pogodba? Namreč stara panožna kolektivna pogodba je bila stara, med tem časom se je zakon spremenil, se pravi, da smo imeli tudi anomalije glede na novi zakon, pa tudi glede na razmere, ki se tako ali drugače zelo hitro spremenjajo, smo ocenili, da je nujno potrebno pristopiti k novi panožni kolektivni pogodbi. Ta panožna kolektivna pogodba je na nek način, kot sem rekel, zajela tiste stvari, za katere smo na koncu eni in drugi ocenili, da so sprejemljive. Nikako ne moramo reči, da je kdorkoli v tem smislu zmagovali, zmagovalci smo na nek način vsi, eni in drugi, ker smo zmogli napor, da smo našli tiste skupne točke, ki smo potem tudi zapisali v kolektivno pogodbo za panogo, materialov in nekovin. In moram reči, da bo verjetno to tudi vodilo vsem ostalim, ki tako ali drugače bodo v tem procesu, da spreminjajo oziroma se pogajajo o novi kolektivni pogodbi, kot nekaj vrste vodilo in tudi morda hitrejša pot do tega, da pride do svojih panožnih kolektivnih pogodb. Tisto, kar lahko samo ocenim glede nove kolektivne pogodbe, je to, da me veseli, da ta pogodba dosega nek napredek. Za razliko od marsikere kolektivne pogodbe dejavnost, ki je v bistvu v tem času ugasnila, je naša sedaj nekoliko bogatejša. Tako smo vključili v sam tekst kolektivne pogodbe določbe o pripravnikih, ker mislim, da je pomembno tudi z vidika zaposlovanja mladih. Vključili smo v kolektivno pogodbo področje arbitražnega reševanja sporov, kar je nek kazatelj tega, da morda vendarle postajamo tudi kot partnerji zrelejši in da ne bomo prepustili vedno samo sodiščem, da urejajo spore med nami, ampak znamo to tudi sami. Nenazadnje smo prenovili celotni normativni del, izločili stvari, ki so bile stare, dodali nekaj novosti in pa dogovorili tarifni del za leto 2014. Tukaj seveda dvigi niso neki impozantni in veliki, dvig najnižjih osnovnih plač je 2,1%, ampak v tej situaciji vendarle pomemben. Tisto, kar je še posebej pomembno, je, da je ta pogodba sklenjena vsaj za 2 leti, brez možnosti odpovedi, potem pa naprej za nedoločen čas. Jaz mislim, da lahko oboji ugotovimo, da seveda absolutno srečen ni nihče, da pa je v takšnih razmerah, kot poslujejo naša podjetja, to vendarle uspeh. Kolektivna pogodba velja pa za približno 10.000 zaposlenih v Sloveniji. Prenova je bila pa, oziroma zadnja kolektivna pogodba, ki je veljala do zdaj, je bila sklenjena leta 2006. Jaz upam, da bo tudi ta veljala vsaj takšno obdobje. Če lahko dodam mišljenje, glede na to, da sam nisem sodeloval pri pogajanjih, ampak je moj namestnik, lahko pa povem, da sem bil sproti obveščen o tem, kaj se dogaja in tako, kot je povedala kolegica Lidija, smo bili tudi mi parkrat na tem, da ta pogajanja prekinemo glede na zaostreno situacijo. Pokazalo se je, da se je le zmogla in dosegla volja, da se je izpogajalo tisto minimalno in nam rekel, tako kot vsi, da ni zmagovalca, ne poraženca, ampak je očitno napredek je v tem, da je tako, kot je bilo povedano, tudi da je mogoče to vzpodbuda tudi za druge panoge, da se je možno in da se je potrebno izpogajati, ker kolektivna pogodba je le nek obvezujoč akt, tako za delodajalce kot za delojemalce. Bom rekel, za situacijo, v kateri smo, tudi ta 2, še nekaj procenta povečanje, nismo zadovoljni, ampak je pa, ker tisti, ki spremljate, in tudi zadnja moja izjava je bila, da se več ali manj ne mislimo kot naša organizacija pogajati in da je za nas uspeh, če bomo izpogajali ne -10, ampak -5, pa da bomo rekli, da je to za nas pogajanje,
Mi smo pač na naši organizaciji sprejeli sklep, da to niso pogajanja in da se takih pogajanj, kjer ne bo napredka tako v smislu pridobitev, sodobnih pridobitev glede na Evropsko unijo in pa na plačilnem delu, da se takih pogajanj mi ne bomo udeleževali. To, kar je pa tukaj, smo pa pač sprejeli in dejansko taka pogajanja in tak način tudi sprejemamo in v tem bomo tudi v nadaljevanju sodelovali.